光あどこまでも続く未来を乗せてトンネルで今日もうすぐだああ今だチェンジチェンジ光あ瞬間変形いくぞ光あVeliko čudo na begu. Neurje je uničilo vse tire, ampak nadomestili jih bomo. Ej, prismode! Delajo se, kot da nekaj delajo in zraven mlatijo prazno slamo. Ja, ampak zakaj smo tukaj? Ja, res zakaj? Zaradi tega! Wow. Dal nam jo je srebrni, s to napravo bomo prekinili električne vode in upravljali veliko čudo. Morda bomo s popravili končali prej, kot smo predvidevali. Res? Dobro nam gre od rok. To je? Doktor Zlatko? Kaj je? Joj! Kaj naj to pomeni? Zakaj se veliko čudo premika kar samo od sebe? Sledil mu bom. Hikarjan, pretvori se! Mamica, si mi kupili sendvič? Seveda, izvoli. Kaj? Dovolite, umaknite se. Modri evro, kličem iz glavne prometne dvorane. Doktor Zlatko nam je razložil, kaj se je zgodilo z velikim čudom. Zanima nas, ali ga lahko ustaviš. Rad bi rekel, da brez težav, ampak ne moram ga ujeti, ker je tako hiter. Joj, zakaj je kar na lepem pobegnil? Strela, ugotovil sem, zakaj je veliko čudo nenadoma zbezljal. To je znak temačnih. Ta naprava upravlja z električnimi vodi velikega čuda. O, nadzirajo veliko čudo. Če se bo to še dolgo nadaljevalo, bo vsa dežela prekrita z železniškimi tiri. Morda to ne bi bilo tako slabo. O čem trepaš? Ne bo dobro, če bo preveč tirov. Saj vsi se pridružite modremu evru in združeni skušate ustaviti veliko čudo. Pred hikarjani je huda preizkušnja. Razumemo! Kaj? Zvezda 21, tudi ti si prišel? Kakšna hitrost. Ne more pa ga dohajati. Zvezda 21 ne skrbi. Viharnik in drugi ga bodo prestregli pri točki A. Saj res. Dejali so, da imajo dober načrt. Če postavimo vse te znake, bomo rešeni. Čeprav z velikim čudom upravljajo temačni, se bo ustavil, ko bo videl znake. Prihaja. Veliko čudo ni vlak. Zato se ne ozira na znake. Ne bi jim smel zaupati. Pozabi na to, poglej. Kaj? Če se ne bo ustavil, se bo zaletel naravnost v železniško postajo. Bebasti hikarjani ne vejo, da
je veliko čudo samo vaba. Zdaj lahko z lahkoto zasedemo njihove prostore. Tako je! Aha, to ste imeli torej za bregom. Ošment! Z enim udarcem? Si prepričan? Ne pa vseeno moram poskusiti. Ne skrbi zame, pojdi naprej. Veš, vseeno me skrbi zate. No, pojdiva. Zdaj! Še malo. Držim ga, zdaj se bo umiril. Dajmo. Poletimo v nebo. Strašno! Nekdo je poškodoval ptičico. Slišal sem, da nekateri ljudje kradejo les iz gozdov. Morda so med sekanjem dreves poškodovali ptičico. Vse se bo pozdravila. Blisk jo bo našel, medtem ko bo skrbel za ptičico, dokler ne bo mogla znova leteti. To sem obljubil tudi Blisku. Glej! Oprosti, sem te zbudil. Haha, kmalu boš lahko znova letela. Kakor naš Blisk. Haha. In? Kje so? Danes sem posekal veliko drevo. S tem bomo popravili streho, ki nam pušča. In končno se bom pošteno naspal. Prav, vrnimo se, lotiti se moramo popravila strehe. Temačni so zakon! Aha, tam so. Zalotil sem jih. Če bomo popravljali streho, pa dajmo zdaj še okno. Odlična zamisel! Ja, v sobi res piha in hladno je notri. Aha? Če premagamo hikarjane, nam bo Srebrni zgradil novo hišo s kopalnico. Aha. Šef! Kaj spet? Je to hikarjan? Kaj? Saj se mi je zdelo, da ste vi. Zdaj se ne morem bosti s tabo, ker moramo nujno popraviti streho. Kaj? Jim že pokažem. No, se že bolje počuti? Bolje, bolje. No, potrudi se še malo.
Potrudi se še malo. Kaj? O! To so... Oni so poškodovali ptičico. Temačni, poračunali bomo. Zdaj se ne morem pričkati s tabo, ker res nimam časa. O! Spremenili smo urnik, zdaj se bomo malo spopadali s hikarjani. Temačni so zakon! Opala! Oj! Blisko sem obljubil, da bo znova letela. Nemočen je! Ja. Poleti, kroglica moja! Poleti! Ojoj! Ta proga je, poškodovana je! Ojoj! Zmagam! Ne! Vrnili se bomo! Ojoj! O! Ujel sem te. Poglej! Učim jo leteti. Ja, saj vidim. O! Poletela je, ampak... Se me boš kar držal in letel z mano? Ne, ni treba. Sam bom. Pravljičar. Izvoli mojo črno kroglico! In še eno! Hikarjani, zdaj veste, da smo temačni pravi junaki! Naše novo orožje se imenuje žive sličice! Zažiga, da se kar kadi! Šef, utrujena sva. Zakaj pa? Še ena. Še ena. Se ne kopljeta Jarkov, ne pritožujta se! Lahko bi nama pomagal. Ja, res, rišemo 24 ur na dan. Jezik za zopet, cepca! Ko bomo končali s predstavo živih sličic, bodo hikarjani za vse izginili. Zato bodita potrpežljiva, kul? Ja, no. Nekdo nas je opozoril, da je proga zaprta. Ampak saj se ne dogaja prav nič nenavadnega. Nisi ničesar opazil. Viharnik! Poglej, tam je znak. Nenavadno. Dajva, poglejva. Prav! Hikarjan, pretvori se! O? Hip, up. Pridita. Dobrodošla! Uživajmo in se zabavajmo. Lahko si ogledate najboljšo predstavo na svetu, temačne žive sličice!
tako lepo, so zgodbe zanimive. Ja, današnja še posebej imenuje se Skikarjanje konec. Dobrodošli na predstavi temačnih. Zakaj počnete to? Odgovor je jasen, glejta. Kaj? Aha, risbice bodo oživele in postale resničnost. Lažeš! Če mi ne verjameš, pa poskusi na svoji koži. Pokaži nama jih. Z veseljem. Stop! Aretiral jih bom, zato bom poskusil jaz. Na meni že ne bodo delovale. Če že vztrajaš, ta zgodbica nosi naslov Policistova zgodba. Tra-la-la! Joj. Policist! Vidite? In taka je magična moč živih sličic. Naslednja je tale. Nehaj! Mene že ne boš začaral. Viharnik! Viharnik se upira, ampak električni udar ga je spravil v stanje mirovanja. Viharnik, nihče ti ne more pomagati. Zdaj lahko s tabo počnemo, kar se nam zljubi. Najmočnejši v vesolju, super mogočni junak Viharnik se ne more braniti. Napočili so dnevi naše slave. O, kdo je tam, kdo je tam? Nekje daleč. Saj tu je! Hopala! Kdo si? Takoj povej. Sem eden in edini pravljičar. Ja, prav ste slišali, pravljičar. Eden in edini, ne spravljaj me v smeh. Morda je pa res, šef. Pred davnimi, davnimi časi so take sličice otroke učile ljubezni, pravice, resnice in spoštovanja. Zato ne dovolim, da jih zlorabljate v svoje zle namene. Meni bo všeč. Ja, meni tudi. Enkraten je. Ej, fanta! Nehajte se mu prilizovati in nadaljujte našo zgodbico. Prav. Napočil je tisti trenutek, ko bodo hikarjani zavedno opleli. Ne bo vam uspelo, tega vam ne bom dovolil. To je moja zgodba, pravljičarjev pobeg. In taka je resnica. Temačni boste zopet izgubili. Kaj? Z vso silo naprej! Sončna strela! Vrnili se bomo! Vesel sem, da se vam ni nič zgodilo. Najlepša hvala. Ma res odhajaš? Ostani še malo. Mudi se mi, ker moram širom po svetu pripovedovati zgodbice. Kmalu pridem v vaše mesto. Zakaj je sploh prišel v naše? Ker je treba takim zlobnežem dati lekcijo. No ja, zaspan sem. Ali lahko dokončamo jutri? Ne, zgodba mora biti končana danes. Kmalu znova na svidenje.
Thank